Oče, prosimo te za to kratko homilijo na Marijin dan. V Jezusovem imenu, Oče, amen. Torej, po Neberilu smo brali o smrti duhovnika Jojada in pa potem, kako se je izraelski narod odvrnil od Boga. In pravi, zapustili ste Gospoda, ne boste imeli sreče. Enako velja za nas, za našo družino, enako velja za našo slovensko državo, enako velja za Evropo. Zapustili ste Boga, ne boste imeli sreče. Enako velja za ves svet. V svetu smo zapustili Boga ljubezni, ne govorim o drugih bogovih, ki jih imajo, naprimer v Severni Koreji, svojega predsednika ali pa islamsko vero ali budistično vero. Ne, zapustili smo kristjani krščanskega Boga, Boga, ki se nam razodeva kot Oče in beseda in duh, in ne bomo imeli sreče. Kako je s tvojo družino? Ali še molite? Ali poznaš Božjo besedo? Ali berete Sveto pismo? Ali si prizadevate za ljubezen? Ali si prizadevate vaši družini, da ohranjate Božje vrednote? Kako skrbite za vzgojo svojih otrok? Ali jim dajete krščansko vzgojo? Zapustili ste Boga, ne boste imeli sreče, je učitek sina Jojada in je bil potem zato tudi umorjen. Druga stvar je to, vidimo, da pravi, to je veliko pred Kristusom, verjetno 1000 let skoraj da pred Kristusom. David je bila ta situacija duhovna, ki je tudi danes. Razni problemi, ubijanja, smrti, vojske, klanje, trpljenje. Tako je ta svet je kot neko trpljenje, da se vidi, če mi ostanemo Božji, da ostanemo na Božji strani ali z Bogom sodelujemo. Svetopismo pravi, za manj je pozno v noč trdo delati. Zakaj za manj? Ker pa si zapustil Boga. Ne? Zakaj? Ker Bog daje zvest in dvojni delež. Torej, za manj se trudiš, za manj energijo se mučiš, in tako, če si zapustil Boga, bo vse šlo narobe. Vse bo šlo narobe, od A do Ž, vse bo imelo slabi konec, vse bo imelo slabo in potem končno izgubo, večno izgubo duše, ker si jo predajal v življenju sovražniku. Tako pravi Jezus, ne bodite torej skrbeh, izberite si Božje kraljestvo, bodite z Bogom povezani, najdite stik z Bogom, ki vam daje tolažbo in življenje za vašo dušo. In ohranjate ta kontakt z Bogom, z pravim, čistim življenjem, z izpolnjevanjem zapovedi in z izpolnjevanjem pogodbe. Mi imamo z Bogom zavezo. Pravi, v zavezi sodelujeta vedno dva. V tej zavezi sodelujem jaz in sodelujem Bog. In Bog obljublja. Pravi, ti boš naredil svoj del, jaz bom naredil svoj del. Naš del je, da smo Božji v mislih, besedah in dejanju. To je naš del. Se premagujemo preslavem, smo zvesti Bogu, izpolnjujemo njegovo besedo, izpolnjujemo njegovo ljubezen. Kajti, kjer je ljubezen, tam je Bog. In potem bo Bog storil svoje, da bo za nas poskrbel in nas reševal. Iščite nebeškega kraljestva in njegove pravice in vse drugo vam bo navrženo, pravi Jezus. Če zapustite Gospoda, zapustili ste Gospoda, resnično ne boste imeli sreče. Če izberete Gospoda, boste imeli srečo.